danes kdo pridružil prvič tej naši šoli boljšega življenja, ki je šola za vse, ki si želijo živeti bolj polno življenje, ne glede na to, koliko mladi ali manj mladi smo. Ker vedno, dokler dihamo, dokler živimo, lahko nekaj naredimo zase, lahko nekaj spremenimo, lahko dvignemo kakovost svojega življenja. In zato smo temu našemu nizu letošnjemu 5 srečanj dali, kot smo slišali, skupni naslov življenje brez obžalovanja. Kako se izogniti najpogostejšim obžalovanjem in seveda živeti brez njih. Verjetno vsakdo od nas kaj obžaluje v svojem življenju. In lani poleti sem, tako kot že nekaj let zapored, bil na alpskem taboru in udeležence, predvsem mlade, ki so tam, smo vprašali, kaj obžalujejo. Torej, kaj jim je žal, da so naredili, da niso naredili, da se je zgodilo in podobno. Samo nekaj smo jih seveda lahko izbrali in rad bi vam pokazal kratek odlomek iz teh intervjujev oziroma njihovih odgovorov. Torej obžalujem, da v življenju se nisem večkrat hitreje lotil kakšne stvari znova, prvič mogoče kakšne nove inštrumenta ali pa novega športa. Obžalujem, da sem bila pijana. Obžalujem, da sem pred trgovino pokradel plakate. Obžalujem to, da nisem svojega očeta povabila na poroko oziroma da mu nisem dovolila priti. Obžalujem to, da nisem več potovala, kot sem še lahko. Žal mi je, da ljudem ne rečem večkrat, da mi je žal in to takoj, ko mi je žal. Mogoče katero od teh obžalovanj podobno kateremu od vaših. In za vsakim od teh seveda stoji neka zgodba. To, kar slišimo tukaj, je samo vrh nečesa, kar bi lahko rekli vrh ledene gore. Veliko tega je za tem, ampak očitno gre, vsaj iz pogovorov, ki smo jih imeli še zatem, za stvari, ki so bile pomembne v nekem obdobju ali pa so še vedno pomembne v življenju teh, ki so dali te odgovore. Ta naš niz predavanj, srečanj, temelji na delu ene avstralske medicinske sestre, Bronnie Ware, ki je napisala knjigo z naslovom 5 najpogostejših obžalovanj umirajočih ljudi. Ne vem, kaj piše v tej knjigi, torej kako se je ona lotila odgovorov na ta obžalovanja, ki so jih ljudje imeli, ampak ko sem prebral, kaj so ta obžalovanja, se mi je zdelo, to je vredno malo več truda, razmišljanja, dela, ker lahko še kako koristi. Bronnie Ware je, kot sem rekel, medicinska sestra, ki je delala v paliativni oskrbi in sicer je skrbela torej za ljudi, ki so bili pri koncu svojega življenja. V zadnjih 12 tednih njihovega življenja je skrbela za njih. In te ljudi je med tem, torej med to skrbjo in stikom, ki ga je imela z njimi, spraševala, kaj v življenju obžalujejo. In potem na temelju njihovih odgovorov sestavila seznam 5 najpogostejših obžalovanj, ki so jih ti ljudje imeli. Na začetku si bomo ogledali, kaj je teh 5 najpogostejših obžalovanj. Na 5. mestu je trditev oziroma želja ljudi obžalovanje, da niso si dovolili v življenju biti srečni. Preprosto, da se niso zavedali, da pravzaprav biti srečen predvsem izbira in odločitev in manj stvar okoliščin, v katerih se človek nahaja. 4. obžalovanje je bilo izraženo s temi besedami: želim si, da bi ostal povezan s svojimi prijatelji. 3. obžalovanje: želim si, da bi imel dovolj poguma, da izrazim čustva. Velikokrat zadržujemo svoje čustva v sebi, je tako. Bojimo se na nek način, kakšna bo reakcija, če bomo jih izrazili, če bomo povedali to, kar je v nas. Ni pomembno, za katero čustvo gre, za katero vrsto čustva gre. Nekako potlačimo to v sebe, kot rečemo, in seveda to prinese številne posledice. Naše življenje, seveda, kadar ne moremo izraziti tistega, kar je v resnici v nas zagotovo, ni polno, ni bogato življenje. Drugo obžalovanje: želim si, da ne bi toliko delal. Bronnie Ware pravi, da je to bilo obžalovanje, ki so ga izrekli vsi moški pacienti njeni, brez izjeme.
kar nekaj pove, verjetno, o nas moških. Skratka, brez izjeme vsi moški so izrazili to obžalovanje, ki se seveda navezuje na to, da so zaradi dela, in delo je potrebno, nikakor ni poudarek na tem, da se izognemo zdaj delu ali katerikoli drugi stvari, ampak ki so zaradi prekomernega dela zamudili marsikaj v življenju, zamudili velikokrat odraščanje svojih otrok, zamudili pristnost odnosa svojo ženo in še marsikaj drugega. In potem obžalovanje številka 1, želim si, da ne bi živel tako, kot so hoteli drugi, ampak da bi bil zvest sebi, da bi živel svoje življenje. In v naših 5 srečanjih si bomo ogledali teh 5 obžalovanj enega za drugim. Mi ne bomo začeli pri 5, ampak pri 1 in šli proti 5. Ampak toliko, da imamo vpogled za to, kaj pravzaprav nas čaka, kaj je pred nami in kaj je tisto, kar so ljudje, za katere je ta medicinska sestra skrbela, obžalovali. In nekaj moramo vedeti. Mogoče, ko gledamo sedaj ta obžalovanja, ko razmišljamo tudi o tem, kaj so tisti mladi, malo prej rekli, bolj ali manj mladi, rekli se, morda ne moremo identificirati ne z enim, ne z drugim. Morda imamo neka svoja obžalovanja v življenju. Ampak, kot poudarja v svojem blogu, ki ga je pisala Bronnie Ware, pravi, da bližina smrti tako osupljivo spremeni pogled na vse, kar se dogaja v življenju. Enostavno, stvari postanejo popolnoma drugačne, ko se človek začne zavedati, da to je to na nek način. Da ni več druge priložnosti tukaj, ki bi lahko pomenila možnost, da se nekaj spremeni, da se popravi od tega, kar je. In kar je zanimivo, če pomislimo o teh stvarih in jih malo seveda tudi pogledamo, pravzaprav lahko zaznamo, lahko vidimo, da se večina stvari vrti okrog medosebnih odnosov. Velikokrat seveda ljudje, ki se zavedajo konca svojega življenja, poskušajo poskrbeti za tiste, ki ostanejo, za materialni vidik življenja. Torej zagotoviti na nek način, da tisti, ki bodo tukaj še naprej vendarle lahko normalno, recimo temu, živijo. Ampak tudi tega ne počnejo iz golega interesa za nek materializem ali karkoli drugega, ampak prav zaradi skrbi za osebo oziroma osebe. In ta obžalovanja, ki so tukaj, se vrtijo okrog te iste teme, medosebnih odnosov. To je tisto, kar pravzaprav, lahko rečemo, šteje v življenju. In ko razmišljamo o teh seveda stvarih, obžalovanjih, ko razmišljamo o nekih lastnih morda obžalovanjih, ki jih imamo v svojem življenju, potem mislim, da bi se lahko strinjali z besedami, ki jih je zapisal ta pesnik. Od vseh žalostnih besed, ki so jih izrekla usta ali napisalo pero, so najbolj žalostne, lahko bi bilo. Kar pomeni, da ni tisto, kar bi lahko bilo. Se pravi, obžalovanje nečesa, kar bi lahko bilo, pa zaradi tega ali onega razloga ni. Dejstvo je seveda, da preteklosti ne moremo spreminjati. Morda si želimo, da bi lahko odpotovali v času nazaj, spremenili neko odločitev, se odločili ali izbrali drugače, nekaj rekli ali ne rekli, naredili ali ne naredili in potem bi vse, kar bi sledilo, potem bilo drugače. Tega, nažalost, ne moremo narediti. Spravi, to so nekakšna življenjska dejstva, stvari, ki so se zgodile in so tam, kjer so. Dejstvo je seveda tudi, da obstajajo določene posledice teh naših dejanj, izbir, besed ali karkoli pa že je povezano s tem, kar bi morda radi spremenili in da s temi posledicami na nek način moramo živeti. Vsekakor lahko spremenimo svoj odnos do tega, vsekakor lahko naredimo nekaj za odnose, ki so povezani morda s temi stvarmi, ki jih obžalujemo. Morda moramo koga prositi odpuščanja, popraviti kaj, kar smo naredili ali karkoli pa že drugega. Ampak tisto, kar je pravzaprav pomembno, je, da lahko spremenimo in spreminjamo stvari zdaj in od zdaj v prihodnosti. In sploh ni pomembno, koliko življenja je še pred nami. Dejstvo je, da tega lahko z pametnimi, modrimi izbirami, z izbirami za življenje, seveda preživimo tako, da bomo zadovoljni in da bo ob koncu našega življenja čim manj obžalovan. Predvsem čim manj tistih, ki
bi se nanašala na čas potem, ko bomo skupaj premišljevali o teh temah. Tiste stvari za nazaj, kot smo rekli, nažalost ne moremo, pa če bi si še tako želeli spremeniti. In odsej torej govorimo o prvem tem obžalovanju z naslovom Bodite zvesti sebi. Če pogledate to slikco, a je na njej kaj narobe? En je drugačen. En si morda misli, da je netopir, ne vem. Ampak, zakaj pa ne? A ne? Zakaj pa ne? Čeprav se ta druga dva precej čudita, morda ona dva razpravljata o tem, kako je možno, da si kaj takega dovoli, da naredi in podobno, ampak na koncu se lahko vprašamo, zakaj pa ne? V tem smislu, na takšen način. Ko gre za to, seveda, da govorimo o tej temi, da smo zvesti sebi, to ne pomeni, da pojem zvestobe do partnerja ali kogarkoli drugega seveda izginja, nima pomena. Ne gre za to. Gre za to, da živimo življenje, ki je naše življenje. In ko govorimo o tej temi, kasneje se bomo dotaknili in povedali, kaj pravzaprav to pomeni in vključuje, in kaj so tiste osnovne stvari, ki jih moramo videti. Ampak šele ko živimo življenje, ki je naše življenje? Življenje, v katerem ne le sanjamo o življenju, ampak uresničujemo neke svoje sanje, želje, načrte, ki jih imamo v misli. Ko izbiramo tisto, kar čutimo, da je prav in dobro za nas, jasno, razmišljamo tudi o naši okolici, o tistih, ki so nam najbliže. Ampak ko izbiramo stvari, ki vemo nekje globoko v sebi, da so tiste ta prave za nas osebno, takrat lahko rečemo, da je to polno, zadovoljno življenje. In tako življenje ni le zadovoljno na neki čustveni bazi ali pa odnosni, ampak ima pozitiven pogled na življenje, pozitiven odnos do življenja, ki je lahko samo viden in navzoč takrat, ko smo zvesti sebi, seveda številne posledice. In kot je bilo rečeno, v vsakem od teh naših srečanj bomo nekaj minut namenili vplivu tematike, o kateri govorimo, oziroma nečesa v tej tematiki na naše telesno zdravje. In sedaj so na vrsti te minute za zdravje, zato bom jaz besedo predal Tihomirju Odorčiču, ki mislim, da ga večina pozna in nam bo nekaj spregovoril o enem vidiku te teme. Na to se vračamo nazaj na tisto, s čimer smo začeli. Prosim. Imam eno vprašanje. Kaj je za vas glavna sestavina zdravja? Ali pa da rečemo drugače, glavna sestavina dobre, pravilne skrbi za zdravje? Biti srečen. Ja, zdaj smo tukaj res malo smo pripravljeni na to, ne, da se sličica, naslov teh mojih minut za zdravje in o tem, kar je malo prej magister Godina govoril, vse nas nekako to vleče, ampak jaz bi samo rekel, ali ni zdrava prehrana pomembna za zdravje? Je. Ali ni katera vrsta prehrane in koliko prehrane tudi pomembno? Ali ni telovadba pomembna za naše zdravje? Ali ni dosti počitka pomembno za naše zdravje? Vse je to pomembno za naše zdravje, vendar naše telo, oziroma to, kar se dogaja z našim telesom, ni nič drugega kot samo ogledalo tistega, kar se dogaja v našem umu. In zakaj vam to lahko rečem? Večina vas me pozna in mogoče se boste zdaj presenetili, ker nisem o teh stvarih, mogoče z vami, včasih kot pacienti, zadosti govoril in prosim, da mi odpustite za to, da velika večina, skoraj 80% vseh razlogov obiska pri zdravniku so povezane z našimi mislimi. Ja, in kot tako, na nek način lahko razmišljamo o tem, da razdelimo ljudi na različne vrste ljudi. Za to moje kratko razmišljanje nocoj o vplivu pozitivnega razmišljanja na zdravje, lahko se omejimo na to razdelitev, torej optimisti in pesimisti. En znani psiholog
z Princetonske univerze, Edward Jones, je rekel sledeče, da prav, da naša pričakovanja ne le da vplivajo na to, kako vidimo stvarnost, ampak pogosto tudi na to, kakšna bo stvarnost dejansko izgledala. Zdaj, kot sem rekel, ne želim danes tukaj vam delati nekih utvar, prodajati neke megle o tem, da bomo svojimi mislimi ne vem kako spremenili svet okrog nas, ampak vseeno je dobro, da si pogledamo, kakšna je pač značilnost optimistov in pesimistov. Optimisti reagirajo na frustracije, kot so recimo, frustracije so, kot veste, razočaranja, torej zgreški v življenju, kot so recimo zavrnitve, pa recimo padec na izpitu, delovni neuspeh in podobno, z iskanjem razloga za to in izdelovanjem akcijskega načrta, kako rešiti ta neuspeh, polomijo in podobno. In pri tem jih ni tudi sram poiskati nasvetov tudi pri drugih ljudeh in se učiti na napakah drugih ljudi. Mogoče je to malce za nas nov pogled na to, kdo je optimist. No, zdaj, ko smo spoznali optimiste, zdaj pa na ta isti način lahko pogledamo, da so pesimisti pravzaprav čisto nasprotje tega. Oni v podobnih situacijah se pomirijo s tem, da ni ničesar, kar bi jim lahko pomagalo, da spremenijo stvari. Pač tako se je zgodilo in tako mora biti. Kot ste videli tukaj, ta pogled na optimiste in pesimiste je malce drugačen od tega, kar smo mi vajeni. Mi smo vajeni, da je optimist vedno tisti človek, ki vse vidi v rožicah in lepo, a pesimist je tisti, ki vse vidi slabo in črno. V bistvu obstaja tudi neka slovenska beseda črnogledi in svetlogledi ljudje. Vendar ta pogled, ki ga tukaj nam podaja ta psiholog, gleda stvari za nazaj. Torej, kako smo se v življenju odrezali in kako reagiramo na to. In potem na podlagi tega njihovega, ali pa da rečemo njunega, če uporabimo tudi to dvojnost optimista in pesimista, njunega pogleda razlikuje dva pojasnjevalna sloga. Pojasnjevalni slog je tipičen način razlage dogodkov, ki nas doletijo. In zdaj spet se vračamo nazaj na optimiste in pesimiste. Optimistični pojasnjevalni slog pomeni, da slabe izide in dogodke imamo za posledice napak, ki jih je možno odpraviti. Pri pesimističnem pojasnjevalnem slogu pa slabe izide in dogodke imamo za posledice naših lastnih osebnih pomanjkljivosti. Torej, optimist bo padel na izpitu in kaj bo rekel? Nisem se zadosti učil. Optimist bo padel na izpitu in bo rekel, iz napačne knjige sem se učil. Če je to dejstvo. Pesimist bo padel na izpitu in bo rekel, jaz sem izguba. Jaz nisem za to šolo, vidiš, da mi ne gre. Ja. Zdaj pa to, o čem smo tukaj danes pričakovali, moj prispevek, a to je, ali takšen način gledanja na stvari ima kakšen vpliv na pojavnost bolezni. Vi si boste rekli, ja, ima. Seveda ima. Ampak ali obstajajo raziskave, ki so to dokazale? Seveda obstajajo in to so zelo, zelo stare raziskave, zdaj moramo reči. So nekje iz, da rečemo, sredine prejšnjega stoletja, ki so jih napravili v takozvani prospektivni obliki in sicer so spremljali ljudi, ki so v letih od leta 1939 do leta 1944 diplomirali na Harvardski univerzi, ne se zdi, da sem si pravilno zapomnil. Ja? In oni so spremljali torej te diplomirance skozi njihovo življenje, vse do njihovih poznih let. In kaj so ugotovili? Ugotovili so, da je pojasnjevalni slog
ki so ga imeli ti diplomiranci pri svojih 25 letih, še posebej, ki se je torej dotikal njihove reakcije na uspehe na študiju, napovedal njihovo zdravje pri 65. In, kar je še najbolj zanimivo, znaki, ti negativni znaki pesimističnega pojasnjevalnega sloga so se začeli že pri 45 letih kazati kot bolezni, s katerimi so oni zboleli. Zdaj pa, katere bolezni? Praktično vse, od nalezljivih celo. In sedaj se zastavlja vprašanje, a je kakšen mehanizem znan, ki pojasnjuje, kako sedaj naše misli, a misli, veste, niso nič materialnega. Misli so neurofiziologi že 1000krat poskušali uloviti, narisati s podobami raznih kombinacij sinaps v možganih, ampak bolj ali manj jim ni uspelo tega. Torej, vprašanje je, kako misli lahko vplivajo na tako telesne stvari, kot so recimo nalezljive bolezni ali pa tumori in podobno. Glede tega še dan danes ni nekega pojasnila. Res so pa tudi druge stvari tukaj v igri, da ljudje, ki imajo pesimistični pojasnjevalni slog, manj skrbijo tudi za svoje zdravje. To je tudi res. Tako da tisto, kar sem v začetku rekel, da ni pomembno, je pomembno, samo na kakšen način človek pride do tega. Ali se spomni, da je to. Ali pa misli, da je on izgubljen primer in da če je pri 45 zbolel recimo za infarktom, kar je zelo zgodaj, da je in njegov oče je mogoče imel infarkt pri 45, da je on dedno izgubljen primer in da mu ni treba delati na spremembi svojega življenjskega sloga. Ali pa z optimističnim pojasnjevalnim slogom se da kaj napraviti. In zdaj, za konec, ali obstajajo kakšne možnosti spremembe pojasnjevalnega sloga? Ja, en zelo priznani strokovnjak na tem področju, Martin Seligman, je izdelal teste, s katerimi se da preveriti natančno, kakšni so pojasnjevalni slogi pri posameznikih. Te teste uporabljajo pri zaposlitvah, recimo zelo pomembne zaposlitve v trgovskem, prodajalskem poklicu. Namreč pravijo, da ljudje z negativnim, torej pesimističnim pojasnjevalnim slogom niso za trgovce. Bodo prej ali slej prenehali delati v tem poklicu. Torej, on je izdelal teste in tudi možnosti kognitivne terapije, spremembe tega pojasnjevalnega sloga, in kar je zanimivo, da je dosegel dobre rezultate, da so tudi ta kognitivna psihoterapija je trajala tudi 1 leto kasneje. In kakšen zdaj pomen te kognitivne psihoterapije je ta, da ne zamenja, ne nadomešča recimo antidepresivnega zdravljenja, ampak ga dopolni. Ker, gledajte, antidepresivi, torej zdravila proti depresiji, delujejo na kemični podlagi. Bodo pač izboljšali neke hormonske in neurotransmiterske, kemične dogodke v naših možganih, ampak ne bodo spremenili pojasnjevalnega sloga. Ker pojasnjevalni slog ni stvar depresivne naravnanosti, ampak je stvar naših misli, kot sem v začetku rekel. In ta trening, kognitivni trening misli na tem področju bo gotovo vplival dopolnilno na zdravljenje tudi pri depresiji. In toliko od mene. Jaz bi vam vsem želel, da ste dobrodošli v razredu Optimist. Ali veste, kaj ta slika kaže? Optimiste. Optimiste. To je razred Optimist. Mali čoln, ki je velik, malo večji kot kopalna kad, se imenuje Optimist. In z njim tekmujejo pionirji. Hvala lepa za ta razred Optimist in vse spodbude v tej smeri. Skratka, naš odnos, naš pristop k življenju je pomemben. Ne le za to, kaj bomo v življenju naredili, ampak kot smo videli, za zdravstven vidik življenja. In ko govorimo o zdravju, seveda govorimo o celoti. Ne govorimo samo o tem, da nismo bolani, ampak govorimo tudi o duševnem zdravju, govorimo o socialnem zdravju, o zdravih medosebnih odnosih, govorimo tudi
če to za nas in življenje pomembno, duhovnem zdravju. Skratka, gledamo človeka kot celoto in ga ne poskušamo razrezati na manjše dele, zato smo se tudi odločili, da kombiniramo malo različne informacije in pristope v teh naših srečanjih. Ko govorimo o tem, da živimo življenje zvesto sebi, seveda govorimo o tem, da postanemo optimisti oziroma ljudje z optimističnim pojasnjevalnim slogom. Namreč, če smo nezadovoljni v sebi in kadarkoli seveda živimo življenje, za katerega čutimo, da nekako nismo, če uporabim to besedo, ustvarjeni, da počnemo stvari, v katerih se ne počutimo dobro, da se ne počutimo dobro v svoji koži, kot rečemo velikokrat, seveda ne moremo govoriti o nekem pozitivnem pogledu na življenje in odnosu do življenja. Ampak preprosto to nezadovoljstvo pomeni velikokrat tudi to, da začnemo na sebe gledati kot na zgubo. Vsi zmorejo, vsi lahko, on lahko, ona lahko, jaz pa ne morem. Tako da ta vidik je še kako pomemben, ko govorimo o življenju zvestem sebi. In ko se dotaknemo te teme, na začetku moramo nekaj spregovoriti o eni pomembni razliki. In sicer razliki med odgovornostjo za in odgovornostjo komu. To sta dve stvari, odgovornost je eno in drugo. Ampak ko govorimo o odgovornosti za, moramo vedeti, za kaj smo odgovorni kot ljudje, kot posamezniki. Odgovorni smo za sebe, jasno. Starši smo odgovorni za svoje otroke pred zakonom do nekega leta. Ampak, ko gre za tudi otrokova čustva, če hočemo, ko gre za naše čustva, naše misli, naš odnos do življenja, naše izbire, naše odločitve, smo mi odgovorni samo za svoje. Ne za moževe, ženine, tetine, stričeve, otroke in ostalo. Ampak včasih se nam to poskuša nekako servirati. Pride kdo pa nam reče, ti si kriv, da sem jaz jezen. Pa je že kdo rekel to? Ja, ti si kriv, da sem jaz jezen. Ne, nisem. Ti si kriv, da si jezen. Jaz sem kriv za to, da sem morda naredil nekaj, kar je tebe, če govorim za tem dialogu, pripeljalo do točke, na kateri si se moral odločiti, kako se boš odzval na to. Lahko da je, če vzamemo jezo v prvem hipu, neka res čustvena reakcija, nimamo moči mogoče se obvladati, kot veliko krat rečemo, ampak hitro pridemo k sebi, če lahko uporabim ta izraz. In hitro smo na točki, ko se moramo odločiti, ali bomo nadaljevali v tej isti smeri, ali bomo rekli, ne, dovolj. Kar se je zgodilo, se je, reakcija je kakšna je bila, ampak ne bom pustil, da me ta oseba, to dejanje, karkoli že je, pač pripravi do tega, oziroma da gojim potem v sebi ta čustva, jeze ali karkoli druge. Se pravi, mi smo za njih odgovorni, jasno, pa je seveda, da smo odgovorni tudi drug drugemu, kar pomeni, da ne moremo živeti egoistično, ampak da živimo svoje življenje v nekem družbenem okolju, v odnosu do drugih ljudi. Ne moremo početi, kar si zmislimo, kar hočemo. Skratka, imamo to odgovornost do nekoga drugega, ampak zase, za svoje odločitve, izbire, svoje čustva smo odgovorni mi sami, ne drugi. Čeprav bi radi včasih odgovornost prenesli na nekoga drugega, ker bi potem bilo lažje v življenju. In veliko krat to počnemo. Če vprašate koga, ki je naredil kaj narobe, zakaj je to naredil, vam bo hitro začel naštevati vse razloge oziroma vse krivce, ki so po njegovem mnenju krivi za to. Starši so me tako vzgojili, ta me je izval, on me je pripeljal do tega, poznamo te stvari v glavnem. Neko da smo mi nemočne žrtve, ki pač smo enostavno morali iti skozi življenje tako, kot so si ga zamislili drugi. In šele ko ločimo te stvari in ko se zavedamo, zakaj smo odgovorni in da smo seveda tudi odgovorni drugemu, lahko živimo, dosledno živimo seveda življenje zvesto sebi in ne dovolimo, da nekdo manipulira z nami. Ker če mislimo, da so za naša čustva, občutke, misli, recimo, odgovorni drugi, potem dajemo priložnost nekomu drugemu, da manipulira z nami. Mislim, da je to čisto jasno. Da se pravi, ljudje vedo, kako nas bodo do česa pripravili. In preprosto, včasih srečate tudi ljudi, se pogovarjate s kom, ki enostavno reče, jaz vem, s čim ga bom razjezil, recimo. Ne? Ali pa kako ga bom pripravil do tega, da bo načine manipulacije, s katerim bom človeka pripravil do tega, da bo naredil tisto, kar jaz hočem. In ko govorimo o našem življenju, seveda ne moremo prepustiti odgovornosti za svoje življenje nekomu drugemu. Mi smo odgovorni za svoje življenje. Živimo ga pa v odnosu z drugimi, kar je pomembno. Se pravi,
nismo na samotnem otoku sami za sebe, moramo razmišljati tudi o drugih ljudeh. Torej, moramo narediti to razliko med enim in drugim. In druga stvar, ki jo je potrebno narediti, ko govorimo o lastnem življenju, je zavedati se, kaj v življenju lahko spremenimo in česa ne moremo. Spremenimo lahko nekaj, kar bi imenovali težave ali pa izzivi, ki pridejo pred nas, s katerimi se srečamo, ne moremo pa spremeniti življenjskih dejstev oziroma nekih okoliščin morda. In ko se srečamo z nekim vprašanjem, z nekim problemom, težavo, torej izzivom, se moramo vprašati, da je to res izziv, težava ali je pač dejstvo. Torej, ali lahko spremenimo ali ne, ali moramo preprosto sprejeti. Ker vendarle veliko stvari v svojem življenju ne moremo spremeniti. To si moramo priznati. Vsak človek, pravimo, čisto klasično, ne teoretično, je pod vplivom 3 velikih dejavnikov. Genetike, ne, torej dednosti tega, kar nosimo, drugi je kaj? Okoliščine, vzgoja, recimo česa smo bili deležni in podobne stvari. In tretji dejavnik so naše odločitve. In če pogledamo ti 3 dejavnike, bomo rekli, na 2 od 3 nimamo vpliva. Na 2 od 3, nobenega vpliva nimamo. Vem, da imate tudi v knjižnici tukaj to knjigo, ker sem danes na Kobisu preveril, Malcolm Gladwell, Prebojniki. Zanimiva knjiga newyorškega novinarja, ki raziskuje to temo iz drugega zornega kota in se sprašuje, zakaj so nekateri ljudje uspešni. In seveda naša prva reakcija je zato, ker so tako pametni, lepi, ali ne vem karkoli že pač drugega. Ampak Gladwell čisto empirično v svoji knjigi dokazuje, da velik del razlogov za njihov uspeh so pravzaprav okoliščine, v katerih so se znašli. Morali so tudi nekaj sami narediti, ker niso vsi enako uspeli v teh okoliščinah. Ampak velik del tega, kar jim pripisujemo kot neko posebno sposobnost, je pravzaprav rezultat okoliščin, na katere niso imeli nobenega vpliva. In nekateri ljudje, ki se ukvarjajo več s tem, pravijo, da do 95% stvari v svojem življenju nimamo vpliva. Kar je po mojem malo visoka številka, ampak kaže na to, da vendarle veliko tega je, na kar ne moremo vplivati. So pa stvari, na katere lahko, in o teh stvarih govorimo. In ključno je, da prepoznamo, na kaj lahko in na kaj ne moremo. Ker če tega ne prepoznamo, bomo seveda doživeli in doživljali frustracije, razočarani bomo, ker bomo poskušali spremeniti nekaj, kar ne moremo. In ker ne bomo tega spremenili, bomo se zatekli k pesimističnemu pojasnevalnemu slogu in rekli, nekaj je narobe z mano. Nekaj je narobe z mano. Na drugi strani pa, če ne bomo spremenili tistega, kar lahko, spet ne bomo živeli življenje zvesto sebi. Ne bomo postali tisto, kar bi lahko postali, če lahko tako rečemo. Ko gre za ljudi, za našo smer v življenju, bi lahko ljudi razdelili grobo, seveda, na 3 skupine. Nekateri ljudje ne vedo v življenju, kaj hočejo. Ne vedo pravzaprav, kam hočejo priti, kaj je tisto, kar v življenju hočejo doseči. Ne govorimo o ciljih. Cilje si vsi postavljamo, ali pa vsaj večina si postavlja neke cilje. Nekateri uspešni, drugi manj uspešno. Ko govorimo o tem, govorimo o potencialu, o tem, kar lahko dosežemo, kar lahko postanemo pravzaprav. Ne samo nek kratkoročni cilj, ko smo v srednji šoli, samo da prijem do mature, pa jo opravim. Ne? Ali pa potem fakultete, samo to, da končam službo, samo da službo najdem. Ne? Vse to so pomembni cilji. Ampak, ali je to res vse, kar je pomembno? Ali pa, ko pridemo v službo in smo v službi 10, 20, 30, 40 let, je čisto ok in spremljivo to, da smo v tej službi nezadovoljni, nemotivirani. Da, ko pridemo zjutraj na uro, začnemo gledati v službo, začnemo gledati na uro in to počnemo cel čas, dokler ne odidemo domov, kdaj bo minilo. Tu je ta razlika, ki jo lahko naredimo. Tu so stvari, na katere lahko izbiramo in te stvari pravzaprav spadajo v domeno našega potencijala, tega, kar lahko dosežemo, kar lahko kot osebno smo. In nekateri ljudje preprosto ne vedo, zato nikoli tega ne dosežejo. Kar bi lahko bili, živijo neko, lahko rečemo, povprečno življenje. Življenje se jim dogaja, če lahko tako rečemo. Življenje se jim dogaja, pač zgodi se in oni so del tega življenja. Druga skupina ljudi so ljudje, ki vedo, kaj hočejo, ampak tega ne naredijo. In vsi se kdaj znajdemo v kakšni življenjski situaciji, ko smo tu, v tej skupini. Ne? Vemo, kaj hočemo, ampak tega ne naredimo. In zdaj se pojavi težava. Razlogi so različni. Lahko je to strah,
da ne bomo uspeli, lahko je nek drugi razlog, ampak katerikoli že je, ker vemo, kaj hočemo, pa tega ne naredimo, se pravi, končamo, če hočemo tam, kjer si ne želimo končati, se pojavi ena razlika, en prepad in smo spet nezadovoljni. Se pravi, vemo, kje bi lahko bili, ampak nismo, torej smo nezadovoljni. V prvi in drugi skupini ljudi, posebej v prvi pravijo, na kateri se nahaja večina ljudi na tem našem planetu. Pravzaprav ne vedo, kaj hoče. In potem imamo tretjo skupino ljudi, ki vedo, kaj hoče in to tudi naredijo. Ne le v tistih malih stvarih vsakdanjih, da rečemo drugim, ampak ko gre za življenje. Se pravi, vedo, kakšno življenje hočejo živeti in naredijo vse, da to življenje živijo. Ne samo sanjajo o življenju, ampak kot je nekdo rekel, živijo svoje sanje. In to niso vedno sanje o bogatstvu in ne vem čem. Ko govorimo o tej temi, ljudje ponavadi, potem se odzove reče, jaz nimam zdaj nekih velikih sanj o tem in o onem. Ampak že če samo se vprašamo, kaj si želimo v življenju, bomo dobili odgovor na to vprašanje, kaj so naše sanje, kaj je tisto, kar nas vleče. In vsakdo ima to. In vsakdo lahko, če želi, če se odloči, nekaj naredi za uresničitev tega. Morda ne bomo mogli, odvisno, kako daleč smo na svoji življenjski poti, uresničiti vsega, kar si želimo. Nekatere stvari preprosto ne bomo mogli uresničiti, ker so izven našega vpliva ali pa so dejavniki, ki nam preprečujejo, da jih uresničijo, taki, na katere nimamo vpliva, ne moramo spremeniti. Ampak veliko lahko naredimo. In ključno je, da spremenimo tisto, kar lahko spremenimo, da v to vložimo svojo energijo. To, kar je pomembno, ko živimo v življenju zvestem sebi, je, da se zavedamo nečesa, da ne moremo biti, karkoli želimo biti. Danes boste slišali veliko ljudi, tako imenovanih motivacijskih govornikov, ki vas bodo prepričevali in vam pobrali tudi denar za to, da lahko postanete karkoli želite, če si le dovolj močno to želite oziroma se dovolj močno za to potrudite. To zveni zelo lepo, zelo optimistično, če uporabim samo to besedo, ja? Zelo lepo, ampak je neresnično. Ko sem jaz bil v 7. razredu osnovne šole, sem skupaj s svojima 2 prijateljima hotel igrati v eni taki mini skupinici, bendov. Ful sem si to želel, kot rečemo. Ampak en problem sem imel, da nisem znal igrati kitare, ki bi jo moral znati. In sem se učil 1 leto, ampak po 1 letu sem znal skoraj toliko, kot na začetku prej. Preprosto pač glasba, glasbeni del, vse, kar je s tem povezano, ni moj dar, ni moj talent, ni moja sposobnost. Ne glede na to, kako si jaz to želim, da bi bilo. Ne glede na to, kako se to... Jaz sem hodil v glasbeno, vadil sem vse je bilo okej. Vse ure sem oddelal, kar je bilo treba oddelati. Ampak zdaj me moja hčera, ki je ravno moje nasprotje, zafrkava zaradi tega. Ker nje pa je to čisto nekaj drugega. Drugače funkcionira, drugače gre. Ne bom rekel, da lahko postane najboljša flautistka na svetu, ampak vsekakor ima potencial, da ta dar, ki ga ima in igranje flaute, razvije do mere, do katere jaz nikoli ne bom mogel priti. Zaradi dejavnikov, ki so izven mojega vpliva v tem trenutku. Tako da ne rabimo nasesti na to, da smo lahko karkoli, pač želimo karkoli si zamislimo, če se lepo trudimo. Ampak, mogoče zveni malo kompliciramo, lahko postanete karkoli lahko postanete. Ja? In kaj lahko postanete tisto, kar je pravzaprav tako pomembno, ko govorimo o življenju v zvestem sebi. Ker to se začne vedno s poznanjem sebe. Kaj je tisto, kar lahko postanemo? Kaj je tisto, kar si pravzaprav želimo? Tisto, kar je ključno, se pravi, po tej trditvi, po tem razumevanju vprašanje, kje začeti. In tisto, kje začeti, je pravzaprav odkriti svojo strast oziroma svoj namen v življenju. Tisto, za kar smo bili, kot včasih rečemo, ustvarjeni. Nekdo je rekel tako, da v človekovem življenju sta pomembna 2 dneva. Prvi je, ko se rodite, in drugi, ko odkrijete, zakaj ste se rodili. Nažalost, nekateri ljudje ne odkrijejo do konca svojega življenja, zakaj so se rodili. Da se bomo rekli, seveda vemo, ata pa mama sta kriva za to, ne? In je jasno, zakaj smo se rodili, ampak ne govorimo o tem. Govorimo o namenu našega življenja, o tej naši vnemi in strasti. In rad bi vam tu na kratko, ker pa smo tudi časovno omejeni, vsaka šola se tudi enkrat konča, vsaka ura, povedal svojo
življenjsko, da rečem zgodbo. Ne bom začel zdaj pri rojstvu, pa do danes, ampak en segment mojega življenja. Odraščal sem v družini dolgo časa kot edini otrok, ko sem bil star 10 let, sem dobil mlajšo sestro. In v šoli moram reči, da mi je šlo tako solidno dobro. Ni bilo težav z ocenami. Edino v 6. razredu sem eno krizo in sem bil prav dober, ampak ostalo pa je šlo tako, brez nekega prevelikega truda skozi. Moja mama je delala na ustanovi, ki je danes Zavod za zdravstveno zavarovanje. Tako se danes imenuje. Včasih so se ukvarjali s podobnimi stvarmi, ampak so imeli drugo, neko ime, ki se je seveda spreminjalo vsakih toliko let, kot so se vsa imena spreminjala, ne? Ustanov različnih. Moj oče je modelni mizar in to zelo dober modelni mizar. Tisto, kar sem se zavedal, seveda, ves čas je, da jaz nikoli ne bom modelni mizar, ker tudi nimam spretnosti teh. Recimo, spet moja hčera starejša je tudi drugačna na tem področju, tudi mlajšo, ko gledam zdaj. Jaz jih nimam. In ata, ko me je videl, da sem prišel v garažo, ko je on delal, rekel, samo idi reč proč. Da ne boš brez roke ali brez česa ostal, boljš ti ostani tam, ker si. Tisto, kar je bilo na drugi strani, je učenje oziroma razumevanje, ker moram priznati, ne, staršem, to sem šele naknadno priznal, da vedno, ko sem bil v svoji sobi pa zaprta vrata, se nisem učil pri tem, ne. Nisem se učil, ampak sem bil dovolj pozoren, pa sproti delal, pa je šlo nekako. Ne. In ker je moja mama delala na ustanovi, na kateri je, bila je v stiku, seveda v svojem delu, ne samo v tistem rednem, ampak tudi popoldan je občasno delala v enih komisijah zdravniških, zdravniki, in ker mi je učenje šlo, se veste, kako gre, on pa bo zdravnik. Ne? To je bilo tako. Ne? V zraku, da rečem, ne, nikoli nobenega pritiska, ampak v zraku. Pod narekovaj seveda je bilo to pričakovanje, da bom zdravnik. Ne? In vsi so pričakovali, ljudje, ki sem jih poznal, sploh se niso spraševali, kaj bom. Sicer ti boš pa zdravnik, so rekli. Ne? In jaz se tudi nisem preveč spraševal, moram priznati čisto o tem, kaj bom, pač nekako sem s tem rastel, ampak ko sem prihajal proti koncu srednje šole, sem se začel zavedati, da ravno ni to tisto, kar bi rad bil. Zelo spoštujem zdravnike, cenim njihovo delo seveda, ampak meni ni bilo tisto nekako je bolj šlo v stilu, ok, če že mora biti, pa bom, ne, bom pa šel na medicinsko fakulteto. In tako približno sem se lotil vsega tega, šel sem na sprejemne izpite in sprejeli so jih 150, jaz sem bil 153 in sem si oddahnil, veste, na začetku, ampak po drugi strani pa je to bila sramota, ne, kako nisem naredil izpita. In to so bili še tisti časi, ko je vojska bila obvezna, ne, JLA, in jaz sem odšel za 1 leto in potem sem rekel, čakaj, mogoče pa vseeno, kaj vem, kaj je bilo, bom se še enkrat prijavil na sprejemni izpit, pa se vojski učil, čeprav veste, če ne narediš po srednji šoli, pa greš v vojsko, nimaš stika, ma kje upanja. In gre v drugo in naredim. In mama me pokliče, vsa vesela, dobila je kuverto in pravi, naredil si izpit. In zdaj na moji strani tako ena čudna tišina verjetno v tem. In me vprašajo, kaj pa jaz sem rekel, nič, fajn, ne, ja, fajn, mislim, super. In pravi mama, in pa je mama preseneti s vprašanjem, pravi, in kaj boš zdaj naredil? Mislim, mama, kaj me sprašuješ, kaj bom naredil, ne? Če sem naredil izpit, jasno, da bom šel na medicinsko fakulteto v Ljubljano. Ampak meni je bil en taki črviček, se pravi, še imam možnost narediti nekaj drugega. No? Ampak nisem izkoristil te možnosti, upisal sem se in začel študirati. In ko sem študiral z vsakim, ne bom rekel niti semestrom, ne, ker jih ni toliko, ampak z vsakim tednom, mesecem je moje navdušenje za medicino postajalo vse manjše. Na začetku je bilo zelo razborljivo, ko smo šli na anatomijo, recimo, pa začnete s kostmi, dobite v roko, pa pol organe, wow, si mislite, ne, kaj je in tak dalje. In spoznavate nove stvari in vse je fino. Ampak meni nekako ni šlo. Moja strast, moja vnema je, kot sem odkrival s časoma vedno bolj, je bila teologija. In jaz sem študiral za kolokvij medicine, ne, in sem imel vse po celi mizi razloženo, torej atlas medicinski, skripte za kolokvije, zapiske od prejšnjih generacij, vse sem imel naloženo in sem bral večino časa
svetopismo. In potem, ko čujem, da nekdo pride, jaz hitro svetopismo spodaj in knjigi gor in študiram pridno. Približno tako sem reagiral. In dejansko sem čutil, da moja, da rečemo, strast, moja vnema je nekje druge. Ne, da je z medicino kaj narobe, daleč od tega. Ampak to ni bilo moje področje. In v drugem letniku sem si rekel tako, zdaj, ali se bom moral odločiti in se sprijazniti s tem, da bom se še 6 let oziroma 5 vsaj mučil študijem, verjetno bi ga spravil skozi, verjetno, ne vem, in potem delal nekaj, kar me ne veseli. Mogoče me bo začelo veseliti, sem se tako razmišljal. Ali pa bom se izbral nekaj drugega. Preprosto to je bila moja izbira, moja odločitev. Ali bom življenje, ki so ga, če zdaj se navežem na naš naslov, drugi pričakovali od mene. Nihče me ni silil, to moram reči. Nihče me ni nagovarjal. Mama še me vprašala, kaj boš naredil. Čisto vse je bilo korektno. Ampak ali bom življenje živel, ki se pričakuje, ali bom življenje živel, ki je moje. Zvesto na nek način sem se odločil v drugem letniku. In seveda je bil šok. Vsi, ki so me poznali, mislim, ne bom rekel vsi, ampak večina, ki me je poznala, s katerimi sem imel stik, so me spraševali, kaj je narobe z mano. Kaj se mi je zgodilo? Kako je to mogoče? Ampak to je bilo to in moram reči, da svoje odločitve nisem obžaloval. Ta odločitev ni samo odločitev, da zamenjaš vrsto študija, odločitev vendar le za en drugačen, mogoče življenjski slog in način življenja in podobne stvari, čeprav verjamem zdravniški ali katerikoli drugi, ravno tako, ki je vezan za nek poklic, takšen, ki se ukvarja z ljudmi in človeškimi potrebami, ni enostaven, ampak vendar le to je bila moja odločitev. In ko so me kasneje vprašali moji prijatelji, moji sošolci, ki so vsi vedeli, da grem na medicino, in nekateri so tudi šli na medicino, tako kot jaz, pa naenkrat mene ni več. Zginem in grem študirati na Hrvaško, tako da tudi nisem imel stika nekega pogostega, to še ni bil internet takrat, ko smo spremljali na Facebooku, kje je kdo in tako dalje. Ko so me srečali, so rekli, kaj je stavo? Zakaj si se to odločil? Kako veš, da si se prav odločil? Moj odgovor je bil vedno isti. Uporabil sem eno ponazoritev, ki prihaja sicer iz Svetega pisma in sploh ne rabite poznati ali verovati ali karkoli drugega, ampak ostajno besedilo, ki pravi, ko Bog pokliče preroka, jaz si ne mislim, da sem prerok, ampak besedilo pravi tako, in če se ta ne odzove, kot ogenj v kosteh. In meni je to bila ena taka slika, v bistvu, ko sem hodil na medicino, živel življenje, ki je dobro in vse, nič ni bilo slabega, ki ni bilo moje, ki ni bilo tisto, za kar sem čutil, da sem poklican, če hočete, ali pa da je moj namen, za kar sem se rodil, je bilo kot ogenj v mojih kosteh. Enostavno nisem imel mira in ko sem se odločil, ko sem zaprl to poglavje in se vpisal znova v prvi letnik, s Tatjano sva se vmes tudi poročila, takrat sem se umiril. Takrat sem rekel, tako zdaj lahko začnem znova. In moram reči, da v svojem delu, študiju, sem užival takrat, uživam danes in ne obžalujem svoje odločitve. Veselim se svojega dela. Res, da so določeni vidiki dela, ki so mi ljubši od drugih. Recimo ta, ki ga zdaj počnem, je zelo ljub. Ampak ne morem tega početi toliko, kot bi si želel, recimo. So še drugi, ki jih moram. Ampak vendarle, smer mojega življenja je tisto, za kar lahko rečem, ja, menim, čutim, da sem se za to rodil. To je moja strast. To me zjutraj spravi na noge. Ne rabi me nihče vleči iz posle, daj vstani, čas je, da gremo delati. To me spravi na noge. In verjamem, da vsi vi, ki imate neko podobno izkušnjo, ko v življenju, morda ne kot poklic, morda manjše stvari, ki se dogajajo, ki so samo nekaj časa, počnete tisto, za kar čutite, da ste ustvarjeni, kar je vaša strast, vaš namen, kar si želite. Vas nihče ne rabi vleči iz posle. Preprosto ste prvi po konci. In komaj čakate, da se lotite dela. In tisto, kar bi nakratko samo omenil sedaj za konec, je vprašanje, ki si jih lahko postavimo, kako odkriti to svojo vnemo, strast, te svoje sanje, svoj namen, kakorkoli to imenujemo. Ni pomembno ime. Nekaj, za kar lahko rečemo, to je moje življenje. To je tisto, kar hočem početi.
Seveda, jasno je in meni in vam, da dlje kot se odmikamo v življenju, težje so neke spremembe, ki jih bomo naredili. Niso tako enostavne. Moja je bila relativno enostavna. Z leti je to vedno težje, zato ker je veliko tega že za nami. Veliko neke odgovornosti smo nosili ta čas in tu so ljudje, ki so vezani na nas in podobno. Skratka, ni enostavno, ampak še vedno so stvari, ki jih lahko naredimo, ki jih lahko spremenimo. In tisto, kar se moramo vprašati s tem, kjer moramo začeti pravzaprav, ko želimo do življenja, ki bo naše življenje, ali smo zadovoljni s tem, kar delamo oziroma kako živimo. Če nismo, potem moramo nekaj narediti. Ker čas sam ne bo prinesel zadovoljstva. Moramo ukrepati, moramo se odzvati. Mi smo odgovorni, znova se vračam na to, kar smo rekli, odgovorni smo za svoje odločitve, za svoje misli, za svoje izbire, kako živimo. Torej, naša je to odgovornost. Ne moramo reči, drugi so me v to porinili, prisilili. Še enkrat pravim, ni enostavno. Ne? Takoj boste rekli, jaz bi zamenjal službo samo zdaj, ko je kriza, kje bom pa zdaj šel menjavati in podobne stvari. In res je, vse to moramo vzeti v ozir. Ampak vendarle, razmišljati o tem, kaj je tisto, kar lahko spremenimo, kar lahko naredimo, zato, da bi rekli, to je moje življenje. To je življenje, v katerem sem zadovoljen, v katerem lahko dam tisto, kar lahko dam. Ker ko dajemo tisto, kar lahko, ko dajemo v skladu s svojimi sposobnostmi, pridobljenimi, razvitimi sposobnostmi, ali pa tistimi, ki smo jih podedovali, takrat nas to izpolnjuje. Takrat nam to daje zadovoljstvo. In ni pomembno, kako je to materialno vrednoteno. Lahko so to stvari, ki bo jih drugi menili, da so brezvredne ali pa malo vredne. Da bi lahko dosegli več na materialnem, recimo, vidiku. Ampak, če bi ta materialni vidik bil najpomembnejši, potem bi najbogatejši ljudje bili tudi najsrečnejši ljudje. Pa niso. Nekateri so. Ne pravim, da niso, ampak niso pa vsi. Se pravi, je nek drug dejavnik in tukaj začnemo pri odkrivanju te svoje strani na tem področju. Torej, naslednji korak je potem, kaj želimo delati. Če nismo zadovoljni, kaj pa tisto je? Kaj želimo početi? Čim se želimo ukvarjati? Morda ne zdaj svoj poklic še enkrat, ampak neke drobne, male stvari, ki jih lahko v življenju. Mogoče se vključiti v neko dejavnost. Veš, vse življenje smo si želeli narediti neko razliko na nekem področju, pa nismo. Zakaj ne bi zdaj? Se pravi, poiščemo možnost, priložnost, ko bomo lahko rekli, na koncu svojega življenja živel sem zvesto sebi, živel sem tisto, kar sem pravzaprav, kar lahko dajem, s čimer sem tudi bogatil druge. Se pravi, to vprašanje si zastavimo. Potem, ali je naslednje, ali je to, kar si želimo, dosegljivo. To je tisto podobno vprašanje, kot smo že omenili. Ne moramo postati karkoli hočemo. Ker neke stvari niso, neke stvari so naše želje, ampak nimamo za njih sposobnosti. Ampak če imamo sposobnost, če je dosegljivo, če lahko nekaj spremenimo, zakaj ne bi? Zakaj ne bi naredili? Ker če ne bomo, potem bo naše obžalovanje enako kot to najpogostejše obžalovanje ljudi, ki so rekli, želim si, lahko bi, ko bi le, pa nisem. In za nazaj spet ne bomo mogli ničesar spremeniti. Naslednja stvar, vprašamo se, zakaj si želimo to, kar si želimo. Ker ni vsaka stvar, ki si želimo, tista, za katero smo namenjeni in ustvarjeni. Včasih si nekateri ljudje želijo marsikaj zaradi napačnih spodbud. Malo jih raziščimo pri sebi, vprašajmo se, razmislimo se, ali si to res želim zato, ker bo to tisto, kar me bo zadovoljilo, ali si to želim zato, ker bom imel boljšo plačo, naprimer. Tudi to ni slabo in je potrebno. Ampak ni ključno. Veliko bolj ključno pravzaprav je od plače, ki jo imamo, ki je še kako pomembna, še enkrat to poudarjam, je kako smo zadovoljni s tem, kako smo zadovoljni s svojim prispevkom, ki ga damo. Ali čutimo, da dajemo tisto, kar lahko dajemo, ali to, kar dajemo, čutimo, da pomeni razliko v življenju nekoga. Ni pomembno, kaj je to in koliko je to materialno, recimo, vrednoteno. Potem še zadnje vprašanje, ali to, kar zdaj, danes počnemo, nam pomaga doseči to, kar si želimo. Bodi si delati, s čimer se želimo ukvarjati, ustvarjati, ne vem, odvisno zakaj gre v našem življenju ali kar želimo biti. Ker če nam ne pomaga, potem je čas, da nehamo to delati, se ukvarjati s tem in da začnemo delati tisto, kar nam bo pomagalo. Spet, odvisno je zakaj gre in spremembe so različne, ampak vsi, ki
so v pokoju, recimo, ki niso vezani zdaj za neko službo in verjetno ne razmišljajo o novi službi, o neki novi karieri, poklicni karieri, pa imajo neke sanje, želje, nekaj, kar je ostalo neuresničeno. Lahko s tem, da začnejo delati stvari, ki jih bodo pripeljali do tega, dosežejo te svoje sanje. In na koncu življenja, ko pogledajo nazaj, živel sem tisto, za kar sem namenjen, za kar sem ustvarjen. Skratka, ni prepozno začeti na katerikoli točki našega življenja. In ko ugotovimo, kaj hočemo, pravzaprav ne rabimo niti veliko ugotavljati. Vprašajmo se čisto tako, kot sem prej že omenil, kaj je to, kar nas pravi zjutraj na noge. Kaj je to, o čem radi govorimo, ne da bi nas kdo vprašal, da moramo kaj povedati o tem. To so stvari, ki so nam dragocene, ki so področje naše strani. Kaj je to, zakaj se zavzemamo sicer v svojem življenju in podobno. Skratka, ko to ugotovimo, prepoznamo, lahko, ne glede na to, kako malo ali veliko, nekaj naredimo za to, da bomo živeli življenje zvesto sebi. In da ne bo glavni kriterij to, kar so drugi pričakovali od nas, ali pa kar se pričakuje od nas, kot veliko radi tudi rečemo. To ne pomeni, da bomo zanemarili svoje odgovornosti in dolžnosti, ker rekli smo, odgovorni smo, drugemu živimo v odnosi drug z drugim, ampak za naše življenje na koncu smo odgovorni mi sami. In zato bi vas na koncu te naše prve ure rad spodbudil, da naredimo nekaj v tem. Da prepoznamo svojo strast, svojo vnemo, sanje, namen. Imenujte kakorkoli hočete. Mogoče nekaj, kar čutite, da bi morali, da si želite, pa še niste. In da naredite nekaj v tej smeri. Zato, da se izognete temu najpogostejšemu obžalovanju, ki ga imajo tisti, ki zaključujejo svoje življenje, ko gledajo nazaj na njega. Seveda to ni edino, kot smo rekli, zato bomo naslednjič nadaljevali z drugim. Gremo lepo po vrsti dol in na koncu seveda lahko samo rečem to, da upam, da nam bo ta naša šola boljšega življenja res pomagala, da bomo živeli boljše življenje. To je to, zakaj počnemo, ker pravzaprav, če pogledamo čisto tako, nihče od nas treh, ki bomo tukaj govorili, ne počne tega iz nobenega drugega razloga, kot ravno iz tega, ker smo prepričani, da lahko živimo boljše življenje in ker je to, kar počnemo, tudi naša strast in vneva. Mislim, da govorim tudi za vaju enako, čeprav se prej nismo pogovarjali. In to je tisto, s čimer želimo na nek način dodati vrednost tudi vašemu življenju in se veseliti potem skupaj, ker bomo boljše živeli. Hvala.